Očeta in Sina in Svetega Duha, mir z vami. Na začetku te svete daritve, ki jo bomo darovali za našo domovino, s tem tudi za nas same, mi najprej dovolite, da pozdravim nekatere tukaj navzoče, ki predstavljajo družbeno, politično, versko, kulturno, vojaško življenje. Iskreno pozdravljam predsednika Državnega sveta, gospoda Alojza Kovšca, predstavnika predsednika vlade, sekretarja v kabinetu predsednika vlade, magistra Bojana Pograjca. Pozdravljam tudi gospoda Karla Brešanja kot predstavnika Svetovnega slovenskega kongresa. Pozdravljam vse veterane policije Vipavske doline, vse veterane Zveze veteranov vojne za Slovenijo in vse veterane za vrednote slovenske osamosvojitve. Pozdravljam tudi gospo podžupanjo Nove Gorice, Damjano Hvalica, e cordialmente saluto anche i membri dell'Associazione Nazionale degli Artiglieri di Butrio e di Cividale di Friuli con il suo presidente Cavaliere Francesco Gervasio. Pozdravljam seveda tudi našega gospoda škofa, monsignorja doktorja Jurija Bizjaka in predstavnika Slovenske vojske, podpolkovnika Igorja. Da bo ta naša molitev za našo domovino, za vse tisto, kar je dobrega, lepega in plemenitega v naših srcih, pred Bogom dosegla svoj namen, iskreno premislimo in se pokesajmo za vse, kar smo dobrega opustili ali slabega storili. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanjih, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je žal. Zato prosim Sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas prosite zame Boga, nebeškega Očeta. Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje.
neskončna modrost. Ti vse čudovito urejaš in vodiš. Usliši nas, ko te prosimo za našo domovino. Vsem, ki so odgovorni za skupno blaginjo, nakloni pravo modrost. Nam državljanom pa daj poštenje, da bosta med nami sloga in pravičnost in bomo tako živeli v miru in blaginji. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Berilo iz knjige preroka Jeremija. Tako govori Gospod: Vriskajte od veselja Jakobu, vzklikajte po glavarju narodov. Oznanjujte, hvalite in govorite: Gospod reši svoje ljudstvo, Izraelov ostanek. Jaz sem namreč Izraelov oče in Efraim je moj prvorojenec. To je Božja beseda. Berilo iz pisma Hebrejcem. Vsak veliki duhovnik je vzet izmed ljudi in postavljen ljudem v korist glede tega, kar se nanaša na Boga, da daruje daritve in žrtve za grehe. Ker tudi njega obdaja slabost, more potrpeti z nevednimi in s tistimi, ki blodijo. Gospod z vami. Iz Svetega Evangelija po Marku. Tisti čas je prišel Jezus v Jeriho. Ko je s svojimi učenci in s precejšnjo množico odhajal iz Jerihe, je slepi berač Bartimaj, Timajev sin, sedel ob poti. In ko je slišal, da je to Jezus Nazarečan, je začel vpiti in govoriti: Jezus, Davidov sin, usmili se me. Mnogi so ga grajali, naj umolkne. On pa je še glasneje vpil: Davidov sin, usmili se me. Jezus je obstal in rekel: Pokličite ga. Poklicali so slepega ter mu rekli: Lepogum, vstani, kličete. Odvrgel je svoj plašč, skočil po konci in pohitel k Jezusu. Jezus ga je vprašal: Kaj hočeš, da ti storim? Slepi mu je dejal: Rabuni, da bi spregledal. Jezus mu je rekel: Pojdi, tvoja vera te je rešila. Takoj je spregledal in šel po poti za njim. To je Kristusov evangelij. Pozdravljeni in vsem želim resnično milost in mir od Boga našega Očeta in Gospoda Jezusa Kristusa.
sredi tega našega lepega občestva. Vsako leto se veselim te naše družbe, tega našega shoda in te naše lepe molitve in prošnje za domovino. Slavimo okroglo obletnico odhoda zadnjega vojaka Jugoslovanske armade iz Slovenije, 25. oktobra, da je bo hmalo tu. 91. je bilo iz Kopra, ravno iz glavnega mesta naše škofije, in se veselimo pridobljene suverenosti in imamo toliko teh naših lepih srečanj na raznih področjih, z raznimi, bi rekel, izhodišči, da se spominjamo in oživljamo spomin na to našo suverenost, na našo osamosvojitev in na ta začetek tega našega skupnega bivanja tako, na takšen način, kako smo si ga zamislili. Ne teče morda vse tako, kot bi naj, ampak vedno, zmeraj, nikoli ni vse prav. Vedno se da že nekaj izboljšati, popravljati in tako z veseljem sprejemamo to, kar je in kakršno je. Ni druge. Naša domovina je ta in jo vzamemo takšno, kot je. Skozi stoletja smo delili usodo malih narodov, na kratko, lete, in smo bili vedno vključeni v države večjih narodov. Tako se je polagama v nas podzavestno vzgajal nekakšen odpor do vsakršne oblasti, še posebej do državnih oblasti, ko smo državo imeli za, skoraj bi rekel, neko sovražno ustanovo, ki jo je ne samo dovoljeno, ampak potrebno čim bolj izigravati. In nekaj te ostaline, veste, teh droži, mislim, da je še zmeraj v nas in tako. Slavimo 30-letnico suverenosti, ki jo navzven še kar uspešno zagovarjamo in branimo, hvala Bogu. Lepo in smo tega veseli. Bi rekel, dosti manj uspešni pa smo v doseganju in gojenju svoje notranje duhovne suverenosti. Vidite, v to smer bi rad nagnil naše današnje srečanje, naše današnje razmišljanje. Imamo zunanjo suverenost, pa imamo notranjo suverenost, notranjo osvobojenost. Ali pa razne odvisnosti in zasvojenosti, čisto notranje, vidite, tukaj pa se nam stvari na lastno državo in na lastne ustanove, ko nam v boju proti, torej gledamo na lastno državo in ustanove še zmeraj kot na neke nasprotnike, recimo, če ne sovražnike, ki nam grozijo, nas zatirajo, kratijo naše pravice, jemljajo svobodo, nas zajedajo, izkoriščajo in tako dalje. In ko nam v boju proti lastni oblasti doma zmanjka zaveznikov, jih iščemo pri sosedih in po Evropi in po celem svetu, dostikrat pripravljeni sklepati zaveze in pogodbe s slehernim tujcem, ki nam je voljan pomagati pri rušenju naših lastnih ustanov, oblasti in reči. Tako da skoraj bi rekel, načini kolaboracije se zdaj spreminjajo, zloglasna in razvpita, kolaboracija pa je torej še vedno živa in navzoča in še vedno deluje. Torej, poleg zunanje suverenosti nujno potrebujemo in tudi notranjo, duhovno suverenost. Skrivnost suverenega posameznika in tudi suverene države je v pravilnem, med drugim, lahko označimo na mnogo načinov, ampak je v pravilnem zaporedju pravic in dolžnosti. Kaj je prej? Kdor na prvo mesto postavlja svoje pravice, ne bo nikoli suveren. Zakaj? Ker bo vedno našel nekoga, ki mu krati njegove pravice in s tem moti njegovo suverenost. To skoraj ni umika, vidite, tako se kaže. Najhujša zasvojenost je zavist, vsi vemo. Če bi gorela, pravijo, na vilu treba nobene kurjave več. Piše modri pridigar, da je dobra. Tudi sem videl, da je ves trud in vsa spretnost pri delu le zavist enega proti drugemu, pa tudi to je nečimrnost in lovljenje vetra. Torej, edina pot do suverenosti je postavitev dolžnosti na prvo mesto. Vidite, kolikokrat slišimo vsak dan pravice, pravice, pravice. Redko boste trefili, da bi slišali besedo dolžnosti. To smo nekoliko. Postavitev dolžnosti na prvo mesto. Tako piše Alojz Hradnik tukaj doma, v Medani, v Brdih, blizu. Piše tako: pravica ne, dolžnost je višja
reagira. Dožnost, ki druži vse v češčenju žrtve in kot po žrtvi mire in izbira in loči žive, loči tudi mrtve. Tako je naslov pesmi Kmet govori hlapcu, po starem, ampak velika resnica tukaj notri vide. Osvobajamo se z izpolnjevanjem dožnosti, ni druge poti. Izpolnitev dožnosti vsak dan sproti do večera te osvobaja. In vse, kar je zamujeno, vse, kar se izgubi, kar uide skozi prste, nas zavezuje in nam jemne suverenost, ker ni narejeno, ker nismo izpolnili, kar bi bilo treba. In sedaj prošnje, brati in sestre, danes veseli in hvaležni slavimo nebeškega Očeta, ki nam je dal zemeljsko domovino, državo Slovenijo, njega, od katere je vsak dober dar, z zaupanjem prosimo. Podpiraj Cerkev na Slovenskem, da bo zvesta svojemu poslanstvu sodelovala z vsemi ljudmi dobre volje. Prosimo te, sliši nas. Ulij našim družinam ljubezen in razumevanje, zakonce pa podpiraj, da bodo zvesti in odprti življenju. Prosimo te, sliši nas. Razsvetljuj vse, ki vodijo gospodarstvo in spodbujajo znanost, naj služijo človeku in njegovemu razvoju. Prosimo te, sliši nas. Pomagaj vsem, ki v naši domovini trpijo zaradi krivic, pomanjkanja ali zapostavljanja. Prosimo te, sliši nas. Varuj svet, posebno pa našo domovino, vojske, nesreč, poplav, potresov in vsega hudega, ter nas pripelji k resnični blaginji in svobodi. Prosimo te, sliši nas. Nebeški Oče, varuj našo domovino in vse njene prebivalce. Usliši naše današnje prošnje in daj, da bomo uživali sadove tvojega blagoslova po Kristusu, našem Gospodu.
Molite, brati in sestre, da Bog samogočni Oče sprejme mojo in vašo daritev. Dobri Bog, posveti ti darove in tudi nas sprejmi v duhovno daritev, da bomo vsem ljudem prinašali tvojo ljubezen po Kristusu našem Gospodu. Gospod z vami, kvišku srca, zahvalimo se Gospodu našemu Bogu. Res se spodobi in je pravično, da se zahvaljujemo in tebe vsemogočni večni Bog vedno slavimo in hvalimo. S krvjo svojega Sina in z močjo Svetega Duha si znova zbral v eno družino svoje otroke, ki jih je hudobija greha oddaljila od tebe, da bi ta družina zedinila v tebi trojedinem Bogu, blestela kot tvoja cerkev, Kristusovo telo in svetišče Svetega Duha, v slavo tvoje neskončne modrosti. Zato te združeni z angelskimi zbori hvalimo in veseli slavimo. Resnično si svet Gospod naš Bog, vir vse svetosti. Zato posveti, prosimo po svojem duhu ti darove, da nam postanejo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno trpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večerji vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel: vzemite in pijte iz njega vsi. To je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. Sveti Oče, ponižno prosimo, naj nas sveti duh
po prijemu Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno. Spomni se, Gospod, svoje cerkve razširjene po vsem svetu. Spopolni jo v ljubezni skupaj z našim papežem Frančiškom, našim škofom Jurjem in vsemi, ki služijo v oltarju. Spomni se tudi naših bratov in sester, ki so zaspali v upanju na vstajenje. Staršev Okroglič in vseh ljudi, ki so umrli v tvoji milosti, in jim daj, da bodo gledali tvoje obličje. Prosimo te, usmili se nas vseh, da bomo v večnem življenju skupaj z Božjo Materjo Devico Marijo, njenim ženinom svetim Jožefom, z apostoli in vsemi svetimi, ki so živeli v tvoji ljubezni, in te bomo hvalili in slavili po tvojem Sinu, Jezusu Kristusu. O Christus, in Christusu, tebi vsemočnemu Bogu Očetu, Otčestvo Svetega Duha, sama čast in slava, na vse veke veka. Naš odreženik nam naroča in Božji nauk nas uči, da smemo takole moliti. Usmilno pomaga, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom. Ko polni blaženega upanja, pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa. Svojim apostolom se rekel mir vam zapustim, svoj mir vam dam, ne glede naše grehe, pak na viro svoje crkve. Trdi umiranje vode v polni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekom. Amen. Gospodov mir, bodi vedno z vami.
Gledajte, to je jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta. Gospod, nisem veren, da prideš meni, ampak reci le besedo, zdravljena bo moja duša. Najbolj povabljeni na jagnjetovo gostijo. Nebeški Oče, bili smo gostje pri mizi ljubezni in edinosti. Naj s svojim delom, ki si nam ga zaupal, skrbimo za primirno življenje med nami in z zaupanjem gradimo Tvoje kraljestvo. Po Kristusu, našem Gospodu. Simon Gregorčič, kljubuj usodi. Kljubuj usodi, mož sam svoj bodi. Karkoli naj se ti zgodi, usode gospodar si ti, si ti. Če res, če cel si mož, i svoj in njej gospod ti boš. Usode ni, usoda svoja, to si ti. Sedaj pa vam bomo premierno zapeli pesem posvečeno veteranom vojne za Slovenijo. Besedilo je napisal Srečko Lisjak, glasbo Andrej Plesničar, za današnjo priložnost pa smo jo priredili v triu Veteran. Slovenska mati nas je rodila, slovenski oče nam je dal pogum. Slovenska zemlja nas je vzgojila, slovenske slave mi smo sila. Goriški mi smo veterani, Sloveniji večno smo zavezani. Slovenija draga, domovina mila, zavedno tvoja, mi smo sila. Na 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 na. Slovensko zemljo smo ubranili, prelili za njo smo slovensko kri. Zacvetela je svoboda prava, to zasluga je vojnih dni. Goriški mi smo veterani, Sloveniji večno smo zavezani. Slovenija draga, domovina mila, zavedno tvoja, mi smo sila. Goriški mi smo veterani, Sloveniji večno smo zavezani. Slovenija draga, domovina mila, zavedno tvoja, mi smo sila. Slovenija draga, domovina mila, zavedno tvoja, mi smo sila. Spoštovane, spoštovani, pesnik Byron je zapisal: govori se, dobri stari časi. Vsi časi so dobri, ko pripadajo preteklosti. Konec navedbe. Tudi čas pred 30 leti je danes preteklost.
vendar tisti čas ni dober zato, ker je preteklost, ampak zato, ker smo tedaj uresničili tisočletne sanje Slovencev o samostojni državi. Te sanje smo uresničili za živeče generacije in za generacije, ki prihajajo za nami. Obenem se pa zavedamo, da smo v trenutkih stiske in preizkušnje lahko sprejemali prave odločitve tudi zaradi vseh posameznikov, skupin in generacij, ki so v vsej dolgi zgodovini našega naroda zavestno darovali svojo ustvarjalnost, pravičnost, odločnost, požrtvovalnost in pogum, pa tudi svojo osamljenost, osebno srečo in najbolj dragoceno svoje življenje v dobrobit slovenskega človeka in naroda. Zato nobeno zgodovinsko obdobje ni in ne more biti samozadostno. Vsako obdobje zaznamujejo in oblikujejo tudi obdobja pred tem. Zadnje stoletje nas je kot narod silovito pretresalo in krvavele so vse generacije, tudi naša, ki je zrasla iz pogorišč dveh svetovnih vojn, ki so tako kruto pobirale svoj krvavi davek med našimi slovenskimi ljudmi. Bojevniki vseh obdobij slovenske zgodovine smo dokazali, da smo zmagovalci brezkompromisnega boja, ko gre za usodo lastnega naroda. Mi, kot zadnja veteranska generacija, smo ponosni na našo lastno zgodovino in vse bojevnike pred nami. S svojimi dejanji v obdobju 1990-1991 smo dokazali, da smo zgledni nasledniki naših prednikov. V organizaciji in izvedbi današnje maše sodelovali in pomagali se zahvaljujemo. Posebno zahvalo namenjamo koprski škofiji in škofu monsinjorju doktorju Juriju Bizjaku, vojaškemu vikarijatu, frančiškanom na Sveti Gori, cerkvenemu pevskemu zboru Lev Pakav, trio veteranov Gorica, Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve in vsem prisotnim prapoščakom. Hvala vsem našim članicam in članom za pripravljene dobrote. Hvala vsem gostom in predstavnikom lokalnih skupnosti, ki ste nas počastili s svojo prisotnostjo. Hvala prijateljskemu materinskemu društvu iz Butrije v Italiji. Sedaj pa s ponosom in zadovoljstvom koprskemu škofu, monsinjoru doktorju Juriju Bizjaku, izročam listino in medaljo, s katero mu dajemo vlogo častnega člana območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo veteranov Gorica in spominsko medaljo združenja ob 30. obletnici samostojnosti Republike Slovenije v zahvalo za dosedanje zgledno sodelovanje. Dovolite mi, da spominske medalje ob 30. obletnici izročim tudi predsedniku Državnega sveta Republike Slovenije Alojzu Kovšci in našemu Miljanu Brelju.
v imenu organizatorja današnje maše vam želim vse dobro in vabljeni na mašo za domovino 2022. Hvala. Sedaj pa prosim, da z minuto molka počastimo vse padle in umrle, ki so se bojevali za slovensko zemljo. Praporčaki, mirno, čas, zdrav! Mi, no, nam, gor. Pozdrav vsem skupaj, gospodu škofu, visokim gostom, državnim, vojaškim, lokalnim, občinskim, vsem veteranskim organizacijam in vsem vam. V imenu Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve VSO Severna Primorska želimo izraziti voščilo ob 30. obletnici samostojne Slovenije vsem navzočim. Želimo izraziti tudi zahvalo vsem za vsakoletno počastitev Dneva suverenosti, sveto mašo za domovino tu na Sveti Gori. Ob tem jubileju želimo gospodu škofu, gospodu Juriju Bizjak, v spomin in zahvalo izročiti simbolično domovinsko skulpturo samostojne Slovenije. Skulptura je ročno delo člana gospoda Marija Vuga iz Kanala, ki ga bo gospodu škofu tudi izročil. Gospod z vami. Blagoslovi naj vas Gospod in vas varuje. Razjasni na svoj obraz nad vami in vam bodi milostljiv. Obrne na svoje obličje k vam in vam da svoj mir. One vam podeli vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Slavimo Gospoda.